predstavitev izkušenj, učinkov na poti enih prvih slovenskih podjetij na njihovi trajnostni strateški transformaciji. Spirit Slovenija v letu 2016 začel z pilotnim programom. Kot sem že prej omenila v začetnem nagovoru, verjamemo v prakso in verjamemo v prakso. Se pravi, moramo najprej zgraditi svojo lastno prakso, da vidimo, kaj potrebujemo, kako se obnašamo v praksi, kaj je tisto, kjer so ključni izzivi. In to smo tudi storili. V letu 2016 smo tako pozvali javno podjetja, da se prijavijo na razpis, kjer smo izbrali 9 podjetij, ki smo jih popeljali v procesu na njihovo pot trajnostne strateške transformacije. To so ta podjetja, ki so bila vključena v ta program in vas jaz tudi prosim, da predstavniki, ki bodo sodelovali danes v panelu, pridete in se nam pridružite na odru. Torej, Petra Blaj iz podjetja Anton Blaj, kar naprej Andraž Tuš, Hotel Sava Rogaška, prosim samo, če se usedete tako po vrsti, ko sem vas namestila, da ne bi bilo kakih. Marko Lukič, Lumar, Dieter Brunner iz Krajemeko, smo vsi tukaj, a ne? Aleš Dolence Msora, Mitja Kolbe si skupina, Jim Walsh, Steklarna Rogaška in gospod Zlatko Čuš iz Taluma Kidričevo. Smo vsi? Smo. Tukaj imate mikrofone, tako da si boste malo porazdelili, tako da smo se tudi naučili sodelovati v tem procesu. Ja, torej, Akademija trajnostnih poslovnih strategij in trajnostnih poslovnih modelov se je začela leta 2016. Ključni namen je bil seveda ta, da vas, se pravi prvih 9 podjetij, ki ste bili izbrani, popeljemo na to pot. Ključni pričakovani rezultat tega procesa, ki je trajal, mislim, da nekaj še tudi traja, še nismo čisto zaključili, je bil ta, da se v procesu pripravijo trajnostne poslovne strategije, modeli in na koncu tudi ključni projekti, ki bodo vodili k implementaciji teh trajnostnih strateških usmeritev. Tako da jaz mislim, da smo vsi kar dovolj dobro delo opravili. Danes bi pa želeli seveda podeliti to izkušnjo na tej poti z vsemi ostalimi in pogledati, kje smo danes. Ste podjetja, v katere verjamemo, da ste dobri, zreli in da tudi te vrednote, ki se jih tiče trajnostni razvoj, smo dobro vsi skupaj ponotranjili, čeprav tudi na začetku smo še vsi se malo lovili, kaj to trajnost sploh je. In jaz mislim, da je to zelo dobro, da se ta terminologija, to poznavanje in ta vsebina mora razjasniti. Zato bi jaz na začetku prosila Adriano Rejc Buhovac, ki je tudi bila v ekspertni skupini, da na kratko povzame, torej, kaj to sploh je trajnostno poslovanje, trajnostna strategija, trajnostni poslovni modeli. Menim, da je to pomembno, da to razjasnimo in da potem vidimo, kako to v bistvu v samem procesu poslovanja podjetij učinkuje in se integrira. Adriana, izvoli. Hvala, Alenka. Včasih se zdi res odveč govoriti o nekih konceptih, ker tako suho zvenijo kot neka teorija. Ampak v praksi, ko delamo s podjetji, je preveč zmešnjave. Preveč napačnih stvarih delamo in je res treba stvari razčistiti. In najlažje je, da izhajamo iz te temeljne definicije, kaj je trajnostni razvoj. Kot je Alenka danes že enkrat rekla, pa Walter, ki je tudi nastopal. 3 koncepti so noter. To je nek okoljski, družbeni, socialni, če želite, pa gospodarski ali pa ekonomski razvoj planeta, kjer živimo, ki omogoča, da bomo ne samo mi danes lepo živeli, ampak tudi naši zanamci. Tako da, če ta trojček, okoljski, družbeni pa gospodarski, prenesemo na neko poslovno raven, mikroraven, pomeni, da morate ta trojček integrirati v celoti, če bi hoteli res celostno, trajnostno delovati. Tako da poslovni model, se danes to kar precej uporabljamo, v splošnem poslovni model pomeni neko zamisel ustvarjanja neke vrednosti za kupca, posredovanja te vrednosti kupcu in potem zadržanja dela te vrednosti, to je pa pol zaslužek podjetja,
Ampak trajnostni poslovni model je pa tak, ki ima hkrati v tej zgodbi noter še učinke na družbo, okolje pa ekonomijo. No in ta ekonomija ali pa gospodarstvo resnično nima nič opraviti s finančno uspešnostjo. To ni dobiček, to niso prihodki, to niso stroški. To je učinek, ki ga lahko podjetje ustvari najprej v lokalni ekonomiji, v lokalnem gospodarstvu, pa predvsem s skrbnim izborom, s kom bo sodeloval. Pa s takšnimi podjetji ali pa s takšnimi podjetniki, ki podpirajo zdrave ideje, zdrava delovna mesta, ki niso sporna ne z vidika okolja, ne z vidika delovnih praks, ne z vidika produktov, ki jih proizvajajo. Ta ekonomski vidik je res povsem nekaj drugega kot dobiček. Tako da pogosto v praksi vidimo, da trojni dobiček uporabljajo, triple profit, kot nekaj, kar je enako kot sustainability. Ni res. Trojni dobiček ima samo dve komponenti, to je okolje, tle pravim planet, pa ljudje, ki je družba, ta tretji pa dobiček, ta klasičen dobiček. Pri trajnosti, to imate pa desno, imate pa, kot smo rekli, okolje, družbo, pa ekonomijo in če znate to spretno povezati, imate lahko na trgu pozicijo tudi vodilnega, pa ustvarite v bistvu večji zaslužek. Ampak niso vsa podjetja v svetu danes več v tem, da trajnostno poslujejo samo zato, da bi več zaslužila. Absolutno ni več te paradigme. No, zdaj pa trajnostna strategija, vedno je strategija pot, vedno je pot, in to mora biti logično premišljena pot. V praksi vidim velikokrat trajnostne strategije kot neke podstrategije, ki bi imeli recimo trženjsko, pa razvojno, pa imamo pa še trajnostno. V naših podjetjih smo šli drugače, ker je bolj pravilno, bolj naravno, da je poslovna strategija že dobila komponente trajnosti. In zdaj, koliko teh vsebin družba, okolje, narava pa ekonomija vključiti, več, ko imate eksternali, bolj bi mogli garati. Nekateri že na te naravi ne morejo vseh eksternali izničiti, če jih ne morete, pa si pomagajte z družbenim pa z ekonomskim zornim kotom. Tako da podjetja, če bi hotela res se trajnostno v duhu razvoja planeta obnašati, bi morala eliminirati vse eksternalije, pa še malo za počez, še kaj narediti. Tako da je na vseh treh področjih veliko prostora. Ok, hvala Adriana. Zdaj pa poglejmo v prakso. Marko Lukić, direktor in lastnik podjetja Lumar. Vaši produkti pomembno vplivajo na življenje vaših kupcev in ljudi nasploh. Kje vi vidite oziroma kje imate ključne in trajnostne rešitve v samem procesu postavljanja hiš, oblikovanja hiš in tako naprej? Ja, načeloma imamo srečo, da imamo produkt, ki za zelo dolgo zaznamuje prostor, v katerega ga postavimo. To je lahko seveda tudi nesreča, če se tega ne lotimo pravilno. S tem, ko imamo to srečo, imamo tudi veliko odgovornost. Naši kupci načeloma v fazi nakupa nepremičnine niso seznanjeni z vsemi stvarmi, ki so potrebne, da bo hiša konec koncev trajnostno naravnana. Velikokrat je v ospredju predvsem cena. Seveda nam tukaj tudi konkurenca ni ravno naklonjena. Pa vendar mislim, da je odgovornost podjetnika, da če dela produkt, hišo za družine, to, kar počnemo mi, je ta odgovornost, da tudi če ta pot težja, vztraja na njej. Jaz velikokrat svoje sodelavce poskušam motivirati, ker pač prihajam iz športa, da biti najboljši ali biti dober, odličen, zahteva v fazi treninga zelo veliko napora. Ampak Sadovi, mimogrede Jako Fak, katerega tudi sponzoriramo, je mogoče najboljši ambasador tega. Se pravi, tudi kot je težko, vztraja na tej svoji poti in rezultati bodo slej ko prej prišli. Če pa zdaj pogledamo v procese, izredno pomembno je, jaz mislim, neka bazična iskrenost. Da si konec konca seveda moraš prisluhniti tržišču, pa vendar, če boš prisluhnil samo tržišču, boš mogoče kratkoročno uspešen, dolgoročno pa je tvoja pozicija negotova. Zato izhajamo iz sebe in se vedno vprašamo, kakšno hišo bi naredili, če bi jo gradili zase. Ker mislim, da če delaš tako, kot bi delal zase, ne moreš zgrešiti. Seveda, če si do sebe iskren, poznamo tudi dosti ljudi, ki... Ampak kot ti rečem, ti lahko cel dan nekomu nekaj razlagaš, ampak ko greš zvečer spat, pa točno veš, koliko je ura. In v poslu mislim, da je enako. In to je neka formula. Se pravi, hiše zasnujemo tako, da na najmanjšem tlorisu dosežemo največjo uporabnost prostorov, ker tukaj se začne.
Ni problem narediti veliko hišo, ki ima majhne sobe, problem je narediti majhno hišo, ki ima velike sobe. In tukaj se dobra arhitektura loči od slabe. Drugo je, da zasnujemo arhitekturo na način, da je moderna, pa vendar dolgoročna. Se pravi, da bo aktualna še veliko let. Tretje je potem, da je ta tehnološko tako dovršena, da je energetsko učinkovita. In četrto, da uporabljamo materiale, ki najmanj obremenijo okolje tako v fazi pridobivanja, se pravi, da smo pozorni tukaj, kakšni so tukaj poraba energije, na kak način se ti materiali pridobivajo in še bolj pomembno, kako bomo to hišo, ker enkrat se bo iztekla življenjska doba, ali jo bomo lahko na nek način neke dele ponovno uporabili, ali pa bomo imeli, kot se reče, to posebne odpadke. Tipičen primer nekega iz ne tako davne zgodovine so vodovodne cevi in kritine iz azbestnih plošč, ki so bile takrat, ko so nastale, na nek način neoporečne. Danes pa vidimo, da neustrezna ali uporaba neustreznega materiala v neki točki pomeni čez toliko in toliko let nekaj 100 ali 1000-kratne učinke v primerjavi z finančnimi učinki, ki smo jih imeli v času proizvodnje. Upam, da nisem bil predolg. Malo si bil, ampak dobro, bomo nekje morali pa kompenzirati. Hvala, Marko. Mitja Kolbe, direktor razvoja in poslovnih strategij pri slovenski industriji jekla, svoje skupini SI. Vprašanje. Jeklo je 100% reciklabilen material, kar je super zadeva in je odlično. Sam proces proizvodnje pa je zelo zahteven iz različnih vidikov trajnostnega razvoja. Kateri so vaši ključni izzivi na tej poti? Lep pozdrav vsem. Ja, Lenka, v bistvu prav si povedala, proizvodnja jekla je v bistvu temelji lahko na 100% uporabi že odpadnega železa in tako tudi mi sami proizvajamo jeklo. S tem v bistvu v globalnem svetu, če tako gledamo, je jeklo 600 milijonov ton se ga uporabi odpadnega za to, da se pridela novo jeklo, s čimer se v bistvu prihrani ne samo vhodne surovine, ampak tudi približno 900 milijonov ton CO2. Zdaj, to je super, jeklo se v bistvu kot najbolj recikliran material, bolj recikliran kot katerikoli drugi materiali sešteti skupaj. Na drugi strani pa imamo seveda tudi izzive. Izzivi so povezani s tem, da to je energetsko intenzivna panoga in da za proizvodnjo potrebujemo veliko energije. Mimogrede, kakšen trgovec zna mogoče celo porabiti več energije kot mi, čeprav se znajdemo precej visoko na porabi elektrike in plina. Tako da naši izzivi so povezani s tem, da svoje proizvodne procese zastavimo na energetsko učinkovit način, z dobrimi snovnimi izpleni in pa ne nazadnje imamo tudi veliko stranskih proizvodov. Tako da naše razvojne usmeritve gredo s tem, kako bi stranske proizvode in vse odpadne snovi, ki nastanejo pri proizvodnji, lahko znova uporabili. Imamo nekaj krasnih primerov uporabe, recimo odpadne toplote in tukaj imamo veliko rezerve tudi še pri uporabi. Evo, z nami je danes tudi kolega Samo Lečnik, ki vodi to področje v SIU in imamo en večkrat nagrajeni projekt za uporabo odpadne toplote na Ravnah na Koroškem. Podobno načrtujemo zdaj še na drugih agregatih in na drugih lokacijah. Seveda, moramo tudi reči, da je to panoga, kjer delovni pogoji niso enostavni, tako da naši izzivi so povezani tudi z varstvom in zdravjem pri delu in tukaj se tudi trudimo ozaveščati v bistvu ljudi o pomenu, da varujejo sebe, predvsem pa vse svojem delovanju, ker konec koncev so ljudje temelj tistega ustvarjanja dodane vrednosti in pravzaprav moramo zagotavljati njihovo varnost v prvi vrsti. Mitja, hvala. Super. Naprej. Petra Blaj, direktorica podjetja Anton Blaj. Najprej z enim zelo kratkim stavkom, kaj je vaš ključni produkt? To je, mislim, da je za vas zelo pomembno. Tako, naš ključni produkt so vijaki in matice. To se pravi vijaki do 4 metre veliki, ki so vgrajeni v opremo, kot so zavorni sistemi hitrih vlakov, motorji, ki poganjajo ladje, križarke in pa generatorji, ki ustvarjajo energijo. Torej, s tem produktom ste zelo močno vpeti v verige vrednosti na globalnih trgih, kar pomeni, da imate vlogo
da ste igralec, ampak v konkurenci seveda z tudi drugimi močnimi igralci, podjetji v svetu. Na kak način je ta proces, v katerem ste šli in pripravili trajnostno poslovno strategijo, vplival na vašo pozicijo, ko ste trkali na vrata kupcev ali pa ste pozicionirali v vrednostni verigi? Tako je, tukaj bi rada tudi potem povedala eno anekdoto, da sem tudi, sami smo bili presenečeni, kaj se nam je vse pripetilo, mogoče, ker smo res v bistvu bili pri oblikovanju začetniki, smo srednje veliko družinsko podjetje, 50 let na trgu, vpeti v naravo, in se pravi vpliv naš pri investicijah na zmanjševanje vpliva proizvodnje na naravo je bil skozi prisoten. Tudi družbeni vidik. V začetku oblikovanja strategije pa smo se vprašali, kaj so tisti trajnostni vidiki naših kupcev, ki so zelo pomembni in katerih del verige ostalih dobaviteljev smo tudi mi. Preverili smo dokumentacijo, tako kot Count of Contact, internetne strani in njihove zaveze in pa zahteve povzeli tudi v naši strategiji. Ta proces je za nas pomenil spremembo vrednostnega sistema in to je sedaj res zaveza tako družine lastnika kot ostalega vodstvenega tima. V poletnih časih smo dobili povabilo k novemu multinacionalnemu kupcu, proizvajalcu motorjev za ladje in o predstavitvi smo tudi predstavili način, kako pa sedaj mi v podjetju poslujemo na trajnostni način. In moram reči, da tukaj je tisto, kar v bistvu nas je presenetilo, da začneš govoriti dejansko enak jezik, imaš enak vrednostni sistem kot kupec in zelo hitro lahko zgradiš oziroma zaupanje za njim. In to nam je res nas naredilo samozavestnejše in videli smo, da smo res na pravi poti in da smo drugačni od konkurentov, ker naši konkurenti na nemškem trgu tega nimajo. In moram reči, da lahko rečem, da je to velik uspeh in da je to prava pot, ki je na začetku, ko smo se za to pot odločili, nismo pričakovali takšnega uspeha. Petra, hvala, super rezultat. Se opravičujem, Marko Lukić nas mora zapustiti, da drži. Malo smo v zamudi, se opravičujem, tako da ampak bomo še te izprašali, kdaj drugič, tako da vsakakor hvala, Marko, zaenkrat. Gremo naprej. Steklarna Rogaška, z nami je Jim Walsh, prokurist podjetja. Steklarna Rogaška je del skupine Fiskars, multinacionalke, ki deluje na vseh globalnih trgih. Skupina Fiskars je sama zavezana zelo močno k trajnostnemu delovanju. Kako, na kakšen način Steklarna Rogaška prispeva k temu in prosim, če poveste tudi, kaj je bil ključni učinek tega procesa priprave trajnostne strategije v vašem podjetju? Thank you, Lenka. Steklarna Rogaška, and Fiskars, sustainability is absolutely everything within the company. From every aspect of the company, from the environment, from the way we do our work, to the local community, everything is very, very important. But I think the best or the most important thing is continuity. We need to hand on. With Fiskars themselves, they were formed in 1660-something, and they're producing product all the time since then. We in Rogaška, crystal was first made in Rogaška in 1665, which is a long, long time ago. Our present factory opened in 1927, so we just celebrated 90 years this year. So what's it up to me and my team to do? It's up to us to hand on this tradition on to everyone, to hand on this tradition that our blowers and cutters and all our skilled
Craftsman had, to hand that on to a younger generation. So what we have to do is prepare our factory and our company for those younger people. And the most important thing for us now at the moment is young people. Bring young people into our industry, bring in young blowers, cutters, engineers, and over the next 5 years, we're looking for about 60 people to come in to learn the skills of blowing and cutting, and also engineering as well. So it's vital that we get these people, because in Slovenia you have this company that I wonder the people in Slovenia really appreciate what they have. The best crystal in the world is made in Slovenia. The best crystal in the world is made in Rogaška, and the responsibility of me and my team is to pass on that tradition and the skill and the engineering skill on, so that company will be there for another 90 years after we are gone. So Fiskars Group was satisfied with the process that you made in progress during that time? Yes, they were extremely satisfied. I think we were doing the right thing anyway, right? But I think it formalized, in a structured manner, what we were doing. And if there were any areas that we were missing, the whole process put a structure and a formalization on it, because there were parts that we were missing. And it enabled to bring the whole lot together into one comprehensive package, so that every angle that was covered. And yes, we did miss stuff, and the whole process helped us. Hvala. Gremo naprej. Z nami je tudi Aleš Topolšek, vodja marketinga v hotelu Sava Rogaška. To podjetje je edino iz področja turizma, hotelirstvo, wellness. Ali nam lahko poveste, kaj so bile te ključne priložnosti, ki ste jih kot zelo eden pomembnih igralcev te destinacije prepoznali v procesu priprave trajnostne strategije? Alenka, hvala. Lep pozdrav tudi vsem. Očitno bo Rogaška najbolj trajnostna destinacija, ker prihajamo dva iz Rogaške. Pa vendar so, naša izhodišča malce drugačna. Hotel Sava je družinsko podjetje, eno največjih turističnih družinskih podjetij v Sloveniji. Imamo več kot 500 ležišč in pa zaposlujemo več kot 100 delavcev. V lasti družine Pšeničnik je od leta 2000, tako da zadnjih 17 let uspešno kreira mednarodni trg. Drugo dejstvo, je to, da naši gostje prihajajo v 95% iz tujine, torej 5% slovenskih, vse ostalo je tujina, kar je še ena velika obveza in zaveza, da je trajnost naša prednostna naloga. In pa tretja, zelo pomembno dejstvo je pa to, da Rogaška Slatina premore dva naravna vira, zelo pomembna naravna vira. Eden je termalna voda, katero imamo koncesijo, in pa drugi je naravna mineralna voda, katero imamo prav tako koncesijo, vendar z nekimi zapleti z državo, nažalost, ne moremo te mineralne vode v Evropi tržiti, ampak se trudimo, da jo tržimo v drugih, tretjih državah. Tako da to so bila neka osnovna dejstva, da smo se mi pristopili k temu projektu in zapeljali te aktivnosti. Veliko priložnosti oziroma smo videli predvsem pri obnovi in pa pri spremembah procesov, pri večji digitalizaciji le-teh, pri drugačnem pristopu do trženja, kajti trendi in sodobni svet zahteva, sodobni turizem zahteva drugačno ponudbo, drugačni servis in pa predvsem tisto, kar je nam nekako, bilo vodilo, je bila ta celovitost ponudbe, ki jo lahko za temi naravnimi danostmi pripravimo. Tako smo z pomočjo tudi tega projekta pristopili k drugemu, in sicer to je razvoju Roj Medico programa Diabetes za preventivno zdravljenje diabetesa, kar je v bistvu eden izmed edinstvenih in pa prvih projektov v Sloveniji, in mi se nadamo, da bomo lahko v bodoče tudi ta projekt uspešno predstavili v prihodnje. No, super, hvala Aleš. Gremo naprej. Z nami je tudi gospod Dieter Brunner, izvršni direktor skupine Iskra Emeko in predsednik upravnega odbora. Iskra Emeko podjetje je že od samega začetka bilo eno prvih podjetij, ki je imelo celo postavljeno odgovorno osebo za trajnostni razvoj. Ali nam lahko poveste, katere so ključne prioritete področja vašega trajnostnega delovanja v podjetju in na kakšen način management, top management prenaša te vrednote in te teme do vseh zaposlenih?
Thank you for having me here. I think it's a great pleasure to sit here and talk about sustainability for all those people. I think, why are we looking down the road on sustainability? It's first of all clear it impacts all of us. It impacts all of us sitting here. It impacts all of the people coming after us. And as you said before, we should leave the world as we had it, and we should take care about it. When we see what are we doing, we as Iskra Meco, we produce smart meter solutions. We market this worldwide. We have deliveries in more than 80 countries in the world. And we are dealing with electronics and software. When you look at the electronics, then you see immediately, wow, there are a lot of components, there's a lot of material, starting with copper, with gold, but there are also other material like palladium, sometimes arsene in those components. And these components are mined somewhere in the world. And we have an obligation, first of all, to see that the whole supply chain, where the material is coming from, that the people are treated well, that the environment there is treated well, that we get it in a sustainable way, and that we are clear on what we build into our systems and our solutions in terms of material. How can we replace scarce material, which is not available in the future? How can we put material compositions together in a way that we can recycle this afterwards? Again, you have seen the lady before on stage who talked about this empty bin smiley fish, right? You only can have a smiley fish if you think at the beginning, before you design a product, before you start to produce anything, how can we disassemble it at the end, how we can reuse the material, etc. And you have seen a lot of points in the last few months in the news about plastics and the quote of recycling plastic, collecting plastic. I think even all here in Slovenia, they are great collectors of plastic. But is it really recycled? Mm-hmm. Can we recycle this? You only can recycle it if the composition of the material is clear and clean. Otherwise, you just damp it, burn it, you know. So when you look at this whole thing, and you see that we produce per year a few million of meters, which we then ship around the world, you need to think about what is our impact on it. The impact on the society, the impact on the environment, and what comes 20 years later when those things get out of use. And we always said in the management team, it's important for us that we leave a sustainable trace behind us, that also we give our customer a chance to buy sustainable products, and we would like to make a difference in our industry, and we would like to be upfront with these things. We are engaged, and we have been happy to find a good manager for sustainability, a person who cares these things in her heart, and bring all the strategy, methodology into the company. And we have in the company a lot of meetings, processes, steering committees to discuss, to make the people aware, because this is where it starts. I think it's the most important point, the awareness of the people, that they see, yes, even we can make an impact, yes, and it matters even the smallest thing, and that we can show this to our customers, and we get very positive reactions from a lot of customers around the world who say, yes, this is the right thing to do, this is a very good thing, and that it's material, it's supply chain, it's transparency, the whole thing. It's also important that the processes and the treatments which we have in our factory here is correct, that everybody can be proud at the end, and that we're not producing waste for the future, that we produce a durable system, product, which you at the end can again recycle, and you can have in the future a list on the internet where you can sit at home and just look what's your meter, take the numbers, go on the internet, get it in, and you see exactly what this meter consists of, what components, how many gold is in it, sometimes important for people, so they can dismantle the meter and get the gold out. But I think it's important, and only when you're aware and start to measure, you know what you can change. And we have started this journey a few years ago, and I think it's a journey into the future. And slowly, slowly, it trickles down to all the people, to all our suppliers, as well as customers.
Hvala za vašo izkušnjo. Welcome. Evo, z nami je tudi direktor marketinga iz podjetja Engrotuš, Andraž Tuš. Zdravo. Pred trgovci so kar veliki trajnostni izzivi. Najprej na eni strani pridelava in prodaja zdrave, lokalno biopridelane hrane z najmanjšim vplivom v okolju. Po drugi strani je pa tudi spodbujanje kupcev k prehranjevanju, k dobrim prehranjevalnim navadam. Tretji del mogoče je tudi še kako in na kak način upravljati z zavrženo hrano, z produkti, ki se ne prodajo. Torej, kakšni so vaši konkretni izzivi na področju trajnosti in kateri so projekti, ki se jih verjetno že lotevate? Ja, ta izziv za završki hrane je definitivno eden zelo velikih, kateremu smo tudi posvečali zelo veliko pozornosti tekom naših delavnic. In tukaj smo odprli kar dosti nekih aktivnih, obsežnih projektov, ki vključujejo celotno podjetje. Naprimer, moramo sicer razumeti, kako deluje oziroma kako je ta sistem povezan, kar se tiče našega podjetja v celotni oskrbovalni verigi. In sicer preden sploh pride hrana oziroma izdelek do nas, se pravi preden sploh mi prevzamemo ta izdelek v našem distribucijskem centru, gre to čez en postopek zelo, bi rekel, zelo intenzivne obravnave na nek način. In sicer aktivno sodelujemo z Ministrstvom za kmetijstvo, ki določa v bistvu standarde za obliko in kaliber sadja in zelenjave, naprimer, ki v nekaterih primerih prepoveduje prodajo naprimer potovčenih jabolk ali potovčenih hrušk ali pa celo, ne vem, hrušk in jabolk ali kakršnikoli drugih pridelkov v Sloveniji pridelanih vrst sadja in zelenjave, zaradi tega, ker so nepravilne oblike in to seveda vpliva oziroma izloči veliko količino tega sadja in zelenjave iz obtoka, še preden ta pride sploh do nas. In zato smo začeli pogovore z Ministrstvom za kmetijstvo, da nam pomaga v bistvu kategorizirati neko novo kategorijo in za primer smo tudi na ministrstvu na sestanku za ministrstvom podali Francijo, kako so učinkovito kategorizirali tako imenovan ugly food oziroma oni so to poimenovali inglorious fruits and vegetables. In so zelo zalično marketinško kampanjo na to temo naredili, ki se nam zdi zelo všečna in bi radi to naredili isto pri nas v Sloveniji, kar seveda pomeni, da kreiramo čisto novo kategorijo izdelka v trgovini in to tudi povemo kupcem, smo zelo transparentni. In sicer nič ne narobe z nekim obtopčenim jabolkom ali hruškami, to sami se verjetno zavedate in tudi nič ne narobe z nekim nepravilno obliko korenja ali kakršenkoli druge sadja in zelo bizarne oblike pridejo ven v naravi. Vemo, da nikoli niso jabolke perfektne, pa nikoli niso korenčki ravni in iste dolžine. Zato smo se odločili, da sodelujemo, delamo z ministrstvom, delamo tudi z inšpektoratom, ki je znotraj ministrstva, da poskušamo nekako te izdelke kategorizirati oziroma pozicionirati v trgovini. Trenutno so ti izdelki označeni primerni za živino, kar si lahko predstavljate, ni nekaj, kar bi želeli doma v domači kuhinji uporabiti za svojo družino. In že z novim poimenovanjem te kategorije lahko dosežemo ful velik premik. Mislim, da skoraj tretjina hrane se zavrže, še preden ta pride do nas. In zato to je recimo eden takih ukrepov, s katerim zdaj operiramo. Druge stvari, eksperimentiramo z umetno inteligenco, oziroma ne glih eksperiment, ampak uvajamo umetno inteligenco pri predikciji naših zalog v trgovini. Morate vedeti, da vsaka trgovina je različne kvadrature, vsaka trgovina ima različne kupce, kar pomeni, da je praktično nepredvidljivo, katere stvari bodo zmanjkale na polici oziroma katere stvari bodo v določenem delu leta šle bolj kot druge. In zato seveda moramo pomagati z umetno inteligenco, kar ni nič groznega in nič strašnega in v prihodnosti bomo videli vedno več načinov uporabe teh sistemov in to nam bo pomagalo pri optimizaciji dela, pri zmanjšanju napora dela za naše zaposlene, pri, ne vem, odpiranju novih delovnih mest. Umetna inteligenca ne bo v bistvu izločila enega celega dela zaposlitev iz ekonomije, ampak bo prinesla nova, bolj zanimiva delovna mesta, kjer je potrebno manj fizičnega napora, kjer ljudje ob koncu zaposlitve niso pohabljeni oziroma invalidi. In to je nekaj, na čemer
si predstavljamo, da bo prihodnost zgrajena in na tem delamo in ogromno investiramo in časa in sredstev v take projekte. Po drugi strani pa tudi želimo nekako vplivati na vedenja ljudi, se pravi, kaj bi bilo primerno za njihovo zdravje, oziroma skušamo svetovati, skušamo tudi biti priročni oziroma ponuditi neko storitev, kaj pripraviti. Si recimo doma smo začeli z svojo rastno linijo videoposnetkov, kratkih priročnih receptov, Yummy. Veliko delamo na izobraževanju tudi na področju športa. Letos bomo peljali en kup enih novih linij, tudi v obliki fizičnih izdelkov in pa tudi v obliki storitev. In pa kot sem že omenil, veliko delamo na naših zaposlenih. Prepoznali smo vrednost tega, da moramo prioritetno se ukvarjati z počutjem in pa z fizičnim ugodjem oziroma tudi s prihodnostjo naših zaposlenih. Ergonomiziramo čim več orodij, ki jih zaposleni uporabljajo na delovnem mestu. Ne vem, en primer so bile majave lestve v veleprodaji, kjer smo en izmed velikih primerov, kjer smo v bistvu ugotovili, da moramo totalno premisliti, kako in kdaj se zaposleni znajdejo v neki nevarnosti za poškodbo na delovnem mestu in skušati čim bolj odpraviti. Naš cilj je praktično zmanjšati poškodbe na delovnem mestu na nič v naslednjih nekaj letih, kar sicer je v teoriji bila zelo velika težava za našo kadrovnico in se skoraj ni strinjali, ampak smo zelo na dobri poti, da to uresničimo tudi v prihodnosti. Andraž, hvala. Aleš Dolenc, direktor podjetja M-Sora. Pogosto slišimo, da seveda velika podjetja imajo več moči, kapitala in kapacitet, da se trajnostno destujejo in pač integrirajo in implementirajo trajnostne vidike. S čem se lahko vi v manjšem podjetju pohvalite na tem področju? Ja, prvo, ne bi se čisto strinjal, da smo manjša podjetja. Je to pa tako, ja, mogoče velikost podjetja v številkah nas je že 200, letos bomo imeli vsa podjetja skupaj 30 milijonov prometa. Je pa s to naše velikostjo res tako, kar nam paše. Včasih smo raje veliki, včasih smo raje malo manjši. Ampak da se vrnem k vprašanju. Jaz mislim, da velikost podjetja in s tem vprašanjem nima kakšne povezave. Jaz mislim, da za uveljavitev trajnostnega modela poslovanja, da je velikost lahko prednost, lahko je slabost, tako kot je pri vsakih stvareh, tako kot tudi uspešnost podjetja ni odvisna v prvi meri od tega, ali je to veliko ali je majhno, ampak ali je dobro in kako dela. Jaz mislim, da je pač vpeljava trajnostnega modela v prakso, seveda najprej definiranje, potem pa še bolj zahtevna vpeljava, najbolj odvisna od tega, ali vodstvo in seveda, ukolikor so lastniki drugi odzad, da imajo to iskreno voljo, znanje, moč, energijo to vpeljati v praksi ali pa teh zadev nimajo. To mislim, da je edina razlika. Seveda v večjih podjetjih imaš na voljo mogoče neke dodatne službe, ki to bolj podpirajo. V manjših podjetjih pač vodstvo mora večji del teh nalog opraviti samo. Je pa fino, če je znotraj podjetja še vsaj neka manjša skupina ljudi, ki v to verjame tudi, bom rekel, brez prisile vodstva, ker potem je bistveno lažje in mi imamo to srečo, da, bom rekel, je ena taka skupina ljudi, ki pri tem pomaga, sodeluje, da potem to lažje vpeljujemo v prakso. Hvala. Hvala, Aleš. Preidemo še na podjetje Talum. Z nami je Zlatko Čuš, član uprave. Talum je velik sistem. Kako pri vas rešujete izzive na področju trajnosti in kako to trajnost komunicirate najprej znotraj sistema, znotraj podjetja in kako na drugi strani v vaših verigah vrednosti to projicirate in ozaveščate tudi vaše kupce? Hvala. Kot veste, imamo mi kot glavno surovino oziroma glavni material, ki ga uporabljamo, je aluminij.
Aluminij ima ta lastnost, da je zelo trajnosten, ker ga lahko uporabljamo ponovno praktično neštetokrat, brez da bi se kakorkoli spremenila lastnost tega aluminija. V Talumu poskušamo v vseh vidikih in glede na okolje, glede na zaposlene in tudi do naših kupcev na več nivojih sistemsko zniževati in vpliv na okolje in potem z zniževanjem porabe električne energije. Če samo za primer povem, pri primarni proizvodnji je v zahodnem delu sveta brez Kitajske 144 enot, tovarn, takih kot je Talum. Talum je drugi po najnižji specifični porabi električne energije na tono izmed teh 144. Ampak to je samo en segment, še vedno je pa, čeprav smo drugi, je pa še vedno specifična poraba energije velika. Zmanjšamo jo lahko tako, da uporabljamo čim več recikliranega aluminija, ker aluminij, ki ga zbiramo in ga ponovno uporabimo, za ponovno uporabo aluminija, ki ga mi mimogrede danes porabimo 50% že, 10 let nazaj nič, danes 50%, je pa samo 5% energije potrebno glede na originalni proces. Za kupci recimo, kot lep primer vam lahko povem, da mi smo postali praktično vodilni proizvajalec enega izmed produktov, ki se imenuje rondelice v Evropi. Imamo 25% tržni delež. Smo v farmaciji, kozmetiki pa prehrani, kar pomeni, da če imate kakršnokoli dozo doma iz kozmetike, prehrane, ena izmed 4 je zagotovo iz našega aluminija. In v zadnjih 2 letih smo tržni delež oziroma povečali za 20% na tem področju, čeprav je rast tega segmenta 2 do 3% letno. Zakaj? Ravno zaradi trajnosti, ker mi zagotovimo, smo opremljeni ustrezno, da te uporabljene doze poberemo nazaj in vgradimo spet v produkt tega našega kupca, kar je skoraj da ponekod njihova želja, pa že skoraj da več kot želja, trajnostno že zahteva. In zaradi tega smo mi primerno se opremili in tržni delež povečali, tako kot sem povedal, 20% zadnje 2. Mimogrede proizvedemo tega približno 36 000 ton letno. To je nekaj milijard kosov. Po drugi strani seveda, kako komuniciramo trajnost z zaposlenimi na zelo različne načine. Seveda, v nekaterih segmentih smo zaposleni malo starejši, tam je treba malo bolj individualni pristop, pogovor in tako naprej. V zadnjih 2 letih smo zaposlili mi na novo približno 300 zaposlenih, tile so mlajši, z njimi je že malo drugače treba komunicirati, so že te novejše oblike, metode elektronskega komuniciranja in vsekakor pa je treba vsem sodelavcem prisluhniti, da oni se čutijo, da so oni del te rešitve, kako izboljšati celotno naš model, proces. Mimogrede imamo tudi nekaj aktivnosti, ker zdravje zaposleni nam je izredno pomembno. Na primer, en primerček, vsak od naših 1400 zaposlenih v Talumu ima neomejeno število vstopov vsak dan v Terme Ptuj, v fitness, kopanje, savne in tako naprej. Brezplačno, brez kakršnihkoli omejitev za kogarkoli. Ponekod se je to zdelo, ja, to pa je neki strošek, ki pa ni glih najbolj umesten. Z leti smo dokazali, da je to bila zelo dobra naložba, zelo dobra investicija, kajti zaposleni bodo morali delati vedno dalj in zato je potrebno ostati zdrav. Po drugi strani opremlja vsa delovna mesta z
roboti in avtomatiziranimi procesi, kjer je le možno. Zaradi tega imamo spet znotraj tovarne oddelek z 50 inženirji, avtomatiki, ki se s tem ukvarjajo. 5 let nazaj smo imeli 5 robotov proizvodnje, danes jih imamo 28, čez 2 leti bomo imeli približno 120 po planu. Tako da se da se ljudje razbremenijo vseh težkih del, kjerkoli je vroče ali podobno. Super, hvala, pohvalno. Ja, takole, ne. Zdaj proces priprave strategij, trajnostnih poslovnih strategij in prenove poslovnih modelov, ključnih projektov, postavljanje vrednosti in pa ključnih KPI-jev je bil kar zahteven, ne. Vsi pa se strinjamo, da pravo trdo delo šele zdaj začne, nekateri ga že izjemno dobro opravljate, ko govorimo o implementaciji te strategije, ne. Ključna stvar, transparentnost, konsistentnost, kar smo že prej slišali, in pa en del, ki me tudi malo zanima, pa je odgovor opcijski, seveda, kdor ga želi podati, je to, na delavnicah smo tudi zelo veliko govorili o tem, ko podjetje postavi svojo trajnostno naravnanost in so področja, preko katerih ne bo stopila. Kar pomeni, ne glede na to, da če v vidiku, oziroma je v vidiku, da ima podjetje lahko zelo dobro finančno uspešnost, vendar je ta odločitev lahko okoljsko, družbeno, trajnostno sporna. Ali imate vi v podjetjih kakšno takšno zavezo, preko katere ne boste stopili? Mitja, zelo kratki odgovori. Lahko tudi samo z da ali ne. Je to zelo velika zaveza? Ja, imamo. Mislim, to so, na koncu delujemo v okolju. Ja. Delujemo v okolju, v kateremu živimo sami, bodo živeli naši otroci, ne? In je v bistvu naša, če ne moralna dolžnost, ne, tudi siceršnja, da preprečimo, da bi uporabljali tehnologije, ki bodo sporne in ki bodo škodovale bodočim. To je recimo ena izmed takih, ne. Ta druga je pa, da postavljamo zelo visoko varnost in zdravje pri delu in da se ne lotevamo projektov ali pa tehnologij, ki bi v bistvu ogrožale pa poslabšale varnostne izhodišče recimo za naše zaposlene. Petra? Tudi v podjetju Blaj imamo visoke standarde in zaveze z vidika vpliva proizvodnje na okolje, z vidika etičnih kodeksov in pa z vidika ohranitve družinskega podjetja v naslednje generacije. Hvala. Jim? We should do everything to look after the health and safety of our workforce. We should never do anything that would damage our health or damage our safety. But at the same time, from an environmental perspective, okay, we need to make sure that we don't damage our environment that we live in. And as I said earlier, we don't damage the environment for the people coming after us. Thank you. Aleš? Ja, naša zaveza je tudi predvsem do gostov oziroma izobraževanja in pa nekako učenje njih trajnosti, kar je kar velika zadeva. Pa druga segment, ki je, bom rekel, tudi za nas zelo pomemben, je ta lokalni aspekt, lokalni vidik. Konec koncev smo le v destinaciji, v okolju, ki je dejansko z naravnimi danosti nam omogočila, da se razvijamo in da rastemo. Hvala. Peter? Thanks. I was astonished that health and safety belongs to sustainability because this is basics. And we all should have this without thinking about costs, etc. When you say sustainability costs money if we do this in the companies, have you ever thought about what it costs if we don't do it? I think that's the bigger question. Thank you. Pri Tušu smo se v bistvu že dolgo časa nazaj zavezali, da bomo vedno čim bolj tudi več naredili za to, da bomo v bistvu kako bi rekel, transparentni oziroma govorili resnico, delali tisto, kar je prav. In tudi v primeru, kadar so recimo standardi zahtevani nižji od tistih, ki jih mi upravljamo, še vedno se nam ne zdi recimo dovolj, da kličemo neko meso slovensko, ko vemo, da je bilo uvoženo v Slovenijo in 3 mesece na slovenskih pašnikih in je lahko tako klicano slovensko. V tem primeru ga ne kličemo in ga ne prodajamo pod brandom oziroma pod oznako slovensko, ampak se temu izognemo v vseh primerih, kjerkoli se tole da.
Po drugi strani pa tudi verjamem in tudi pri nas verjamemo, da je tehnologija, ki prihaja, stvar, ki bo zelo močno pomagala pri optimizaciji dela za zaposlene, stvar, ki bo prinesla nove rešitve, nove inovitete na trg, stvari, ki bomo res navdušeni, da bomo poskusili, navdušeni, da jih bomo uporabljali v našem vsakodnevnem življenju. Dober primer za to je, kar se dogaja na Kitajskem. Če si malo pogledate, je tam digitalni shopping postal v bistvu neki del vsakdana in res se veselim dneva, ko bomo to naredili. Delamo potihem, res nismo najbolj glasni med trgovci, kar se tiče tega, ampak v prihodnosti bomo vas presenetili in vas bomo še naprej presenečali. In to je moje delo in s tem tudi navdušujem vse ostale vodje v podjetju. Hvala, Andraž. Aleš? Ja, bom. Ne bomo delali plastičnih oken. Dodal bi samo še to, ta odločitev ni zaradi modernosti trajnostnega razvoja, to odločitev smo sprejeli pred 15 leti, ko so bile plastična okna zelo popularna in je izgledalo, da bojo v nekaj letih totalno izpodlinili leseno okno. Hvala. Ja, jaz tudi moram reči, da v Talumu imamo praktično ničelno toleranco v tem času do kakršnega koli škodljivega vpliva ali na okolje ali pa na delavce ali delovno okolje. Hvala. In to dosledno izvajam. Hvala. Ok, zdaj z izpraševanjem smo zaključili. Zdaj nas čaka še ta del. Jaz bi seveda poleg ekipe, ki je danes tukaj na odru, zelo pohvalila še vso ekipo, ki z vsakim podjetjem, ki je stala v zadnjem samem procesu priprave strategij. Tako da v bistvu še pohvala njim in en aplavz ekipam, ki so delala v podjetjih. Bilo je včasih kar naporno, včasih smo malo že skoraj tam, da bomo obupali, ampak smo zdrli skozi, tako da je bilo kar, tako bi rekla, ups and downov. Jaz mislim, da na koncu smo lahko vsi zadovoljni. Veliko smo se vsi skupaj naučili, proces je bil zahteven, vendar jaz menim, da je proces dal največ učinkov že sama. Zdaj bi pa povabila na oder še naše ostali del ekipe ekspertov, Nenada Saviča, Adriano Rec-Buhovac in pa Tatjano Fink, s katerimi smo delali skupaj v podjetjih in ki bodo tudi izročili podjetjem priznanja, prva priznanja na področju trajnosti v Sloveniji, tako da jaz mislim, da ste vi prvi, naslednji sledijo. Evo, jaz bom kar razdelila, pa kar podjetje si, Mitja Kolbe. Samo še slika, evo, to vas še prosim, ja, to smo me opozorili, da ne bomo. Evo, malo bomo pomešali, tako da bomo, ja. Evo, naprej lahko še. Evo. Sem dala prav, komu. Steklarna Rogaška, Ensora, izvoli. En grotuš. Petra. A sta zamenjala, vse vseeno. Povedali bi še tudi to, da v sklopu samega procesa smo pripravili tudi zelo poglobljen priročnik za ostala podjetja, ki ga bodo tudi danes prvo verzijo vsi sodelujoči dobili. Priročnik je seveda razlaga vse te pojme in vse izkušnje, ki smo jih doživeli v tem procesu in jaz mislim, da bo zelo dobro orodje tudi ostalim podjetjem, ki se boste podali na to pot. Zaradi samih učinkov podjetij, procesa samega in akademije, smo seveda tudi pripravili dolgoročni program na tem področju, katerega smo tudi dobili odobrenega, kar pomeni, da bo v naslednjih 5 letih mislim, da skoraj 10 milijonov evrov namenili trajnostni strateški transformaciji slovenskih podjetij. Tako da začnemo letos, zaključujemo prvo rundo 2022 in imamo v bistvu cilj, da skozi ta proces popeljemo vsaj še 60 dodatno
se pravi večinoma malih in srednjih podjetij, z velikimi podjetji bomo pa tudi delali ločeno še na dodatnem programu. Tako da jaz mislim, da začetek je dober. Prva podjetja so tukaj, verjetno se tudi še druga podjetja, katerih še v tem trenutku ne poznamo, zelo močno zavedajo pomembnosti, da skrbimo za okolje, da skrbimo za ljudi, da skrbimo za planet in da nam bo vsem dobro na tej poti. In jaz mislim, da je to ključni cilj, ki ga moramo slediti, da bo za vse poskrbljeno in da so vrednote tiste pred interesi nas vseh. Hvala za pozornost, hvala vam za sodelovanje. Alenka. Prosim. Jaz na odru. Tu si. Jaz sem bil najkrajši, pa si bom uzurpiral še 1 minuto. Jaz se bi v imenu vseh nas tu zahvalil našim moderatorjem, našim strokovnjakom, ki so nam pomagali. Ne vem, kako je bilo pri drugih skupinah, jaz mislim, da tudi odlično. Res pa, če je bilo tako, kot pri nas, ko se je Adriana Rejc res potrudila in brez nje nam ne bi uspelo in pripričan sem, da je tako tudi enako. Hvala še enkrat vsem. Hvala za kompliment. Mi zaključujemo. Lahko še eksperti rečemo. Jaz bi se v imenu eksperta oziroma vsaj tistega dela, s katerimi sem sodelovala direktno v podjetjih in pa tudi na skupnih delavnicah, zahvalila bi se vsem vodstvom podjetij in pa celotnim skupinam, s katerimi smo delovali. Res smo se ogromno naučili, res je bil proces zahteven in res ste se izkazali vsi, ki ste v skupinah delovali in naredili odlične strategije. Rada bi se pa zahvalila tudi Alenki in ekipi, ki je po moji oceni naredila res odličen program, predvsem tudi zaradi tega, ker je trajal 1,5 leta in kjer smo šli čez proces gor in dol in jaz mislim, da strategije so zdaj osnova za implementacijo in če bo vse to, kar smo zapisali v vseh teh strategijah uresničeno, mislim, da je to izjemen korak za Slovenijo. Hvala.